Zdravo. Obstaja pravilo oziroma rek, ki, če bi se ga držali, ali pa še bolje, če bi ga postavili kot sam temelj našega delovanja, bi lahko čez noč spremenili svet. In to na boljši, lepši, mirnejši in nazadnje tudi srčnejši svet. Tako. To pravilo, ki ga lahko imenujemo tudi zlato pravilo, je zelo enostavno za razumeti. Po drugi strani pa malo težje za implementirati oziroma za ga posvojiti v našem vsakdanu. Pravilo, ki ste ga morda že slišali, se glasi: ne počni drugemu, česar nočeš, da bi drugi tebi. Pika. Zelo enostavno se sliši, vendar nima zastonj imena zlato pravilo. Vse, kar počnemo drugim oziroma kako ravnamo s svetom, kako ravnamo s stvarmi, z ljudmi, z živalmi in vsem, kar nas obdaja. Vse to, kar damo ven, se nam nazadnje tudi vrača. In če ne ravnamo vestno, to pomeni, da se ne zavedamo najbolj, kaj počnemo, se pol seveda tudi v taki meri ob svojem času vrne nazaj k nam. Neke vrste bumerang. Tako. Naj še nekaj prej povem. Pred leti, upam, da ne več, ampak pred leti je krožil en tak vic, ki se nanaša na to našo zlato pravilo. In ta vic se glasi, oziroma se je začel z vprašanjem, in sicer: kateri avto gre najhitreje po kolovozni poti? To pomeni po neki slabši poti, mogoče Gramuza polno ali pa Šudra gor. Torej, kateri avto gre po slabo utrjeni poti najhitreje? No, večina, ko jih je kdo to vprašal, je začela razmišljati. Torej, verjetno kak džip, kako terensko vozilo, kaj je v tem smislu. Vendar vic, ki nas je sicer samo opominjal na našo realnost, je imel drug odgovor. In ta odgovor je bil, da avto, ki gre najhitreje po kolovozni poti, je izposojen avto. Torej, nekaj, kar ni naše, kar je v lasti nekoga, dajmo reči drugega, pa lahko šiba tudi tam, kjer bi bilo škoda našega lastnega avta. Tako. In kakor se spomnim, se je veliko ljudi tudi smejalo na ta odgovor, ampak zakaj se je smejalo? Zakaj se je smejalo? Pod smehom se skriva spoznanje, da je to nekaj, kar ni najbolj prijetno ali pa pravilno. To ni najbolj pravilno početje. Tako. In če pogledamo na to naše pravilo, zlato pravilo, bi pomenilo, da torej bi hitro lahko posklepali, da uporabljamo drug avto, torej avto na izposojo, pa lahko to tudi od kake firme, ne igra vloge tle, da ga vozimo tako, kot bi vozili svojega. Ker sicer nismo nek zgled ne drugim, ne sebi. Okay? Tako, zdaj, če smo dovolj vestni, če se dovolj zavedamo svojih dejanj,
ali pa na splošno svojega početja, je zelo pametno, da bi imeli vedno v mislih to zlato pravilo in bi se ravnali po temu. Ker tako naredimo svet lepši najprej zase in seveda posledično tudi za druge, ki živijo v tem svetu. Je pa še nekaj tle, vsaj še nekaj. Če dovolj vestno uporabljamo to pravilo, če dovolj globoko pogledamo pri samih interakcijah z drugimi, še enkrat z drugimi, lahko ugotovimo, da mogoče kar sami. Mogoče kar sami. Tako. To bi bilo to, glede pravila. Res bi toplo priporočal, da ga upoštevamo, ker tako lahko najhitreje naredimo svet lepši. Hvala.